Hej, kako ste? Upam, da uživate pustni čas, dokler še traja, danes pa jutri še imamo priložnost, da ga izkoristimo, pol bo spet naslednje leto. V glavnem danes sem javno kar iz avta, ker sem po opravkih in imam toliko časa, da posnamem en kratek video. Danes sem se odločila, da posnamem video o tem občutku neslišanosti. Predvsem, kar se tiče partnerske zveze, ko se počutimo neslišane, ko že 100-krat nekaj povemo partnerju, pa nas ne sliši. Ampak zakaj nas ne sliši? Na kak način mi to njemu povemo? Nekaj začnemo govoriti in praviti, glej, to je pa tak, jaz se ful počutim tak, zato ker si ti tak in tak, ker ti delaš to in to, mene to moti. Ampak na tak način se bo partner začel braniti. In potem si boste spet samo podajala žogico in se skregala na koncu. In spet vas ne bo slišal in spet se bo ponavljala ista in ista zgodba naprej. Tukaj se moramo res vprašati, ali mi slišimo same sebe. Kaj je tisto, kar si zares želimo, zakaj je to nekaj za nas pomembno. In iti iz sebe. Glej, ful mi je všeč, da narediš to in to, ampak meni je pa to in to zelo pomembno. In mi je tako všeč, ko to in to narediš. In iti sebe v miru, iz svoje notranje moči, izraziti svoje mnenje in povedati. Pomembno je tudi, da se vprašamo, a mi slišimo same sebe? Slišimo, kaj si zares želimo? In po vsej verjetnosti si želimo biti srečne. Ampak tukaj se moramo zavedati, da naša sreča ni odvisna od drugih in od našega partnerja. Naša sreča je odvisna od nas. In vse te občutke, ki jih mi želimo dobiti od partnerja, vse te občutke, ki jih želimo z njim doživeti, vse to imamo mi v sebi in si lahko damo same. Ker ko bomo mi srečne v sebi, takrat bomo srečne tudi s partnerjem, tudi če bo kaj narobe naredil, ker on tudi dela po svoji najboljši moči, pa tudi mi delamo včasih napake, oni so tudi samo ljudje, niso super junaki, oni nas ne morejo rešiti v tem smislu, da bomo mi srečne. Srečne bomo, ko bomo srečne same v sebi in to je najbolj pomembno. Srečne bomo takrat, ko se bomo zares sprejele, spoznale same sebe in se imele resnično rade. In to je dejstvo. Brez tega ne gre. Ker s tem, ko mi našo srečo damo v roke drugim, ko damo našo srečo v roke partnerju, recimo tudi, potem to pomeni, da damo nekomu nadzor nad svojim življenjem. Ampak to ni res. Mi smo kreatorji svojega življenja. Samo mi določamo, kako se bomo počutile. V vsakem trenutku se lahko odločiš, zdaj bom pa jezna, pa bom iztila, ali pa bom vdihnila in razmislila in povedala lepo iz svoje notranje moči, v miru, neko zadevo. In potem se boš enostavno počutila veliko, veliko lažje. Ne boš napeta, ker vemo, kaj jeza potem tudi prinese vse te nelagodne občutke, isto žalost. Tako da ti si kreator svojega življenja. Ti se odločaš v vsakem trenutku. Ti kreiraš svojo srečo. In ne dajaj svojega življenja, svoje sreče v roke drugim. Glej, zdaj pa ti naredi, ali bom jaz srečna ali ne. Ne. Jaz sem se odločila, da bom srečna in bom. Zato je tudi ta občutek neslišanosti
ker pričakujemo od drugih, da nas bodo osrečili, in pričakujemo od drugih, da nas bodo slišali, me pa same sebe ne slišimo. To žal ne gre. Zato je vse najprej pri sebi. Vse se začne v nas. In to potem kasneje dajemo ven in dobimo enako nazaj. Tako da toliko o tem. Sporoči mi, kako si ti z občutkom neslišanosti, se velikokrat slišiš neslišana. Jaz vem, da sem se velikokrat slišala neslišana. Počutila neslišana. Se mi že jezik zapleta. Ja, če imaš kakšno vprašanje, pa kar izvoli, pokomentiraj, pa ti z veseljem odgovorim. Čau!